posebnega danes? V gozdu ne bom rekel. Prav, reci v gozdu, vse zvojnice. Živijo. O, dober dan. A tukaj snimate pravljice Lahko noč otroci? Ja, le piše, lahko noč otroci. Kakšne pravljice pa so to? Kdo jih izbere? To so zelo različne pravljice, izberejo jih pa ponavadi uredniki. Kdo pa pol bere te pravljice? Ja, na Radiu Slovenija pravljice berejo izključno samo dramski igralci, da bi kar najbolje interpretirali te pravljice za vaša mlada in mala ušesa. Kako se pa to snima? To se pa snima tako, da gre igralec v studio, to je režijski del, kjer smo trenutno, tukaj smo skupaj s tonsko mojstrico in se potem prek mikrofona pogovarjamo in poslušamo, ko igralec bere. In ko igralci stopimo v studio, so tlele vrata, ki so zelo pomembna na radiju, tonskih studijih, Studio 1. In sicer zakaj? Da se ne sliši nobenega zvoka in se zapremo. Kaj pa je ta stena? Zakaj to okrog? Te stene so pa take premične zvočne stene oziroma stene, ki ujamejo in izolirajo zvok. A tole pravljico danes beremo? Točno tako, beremo pravljico, ki jo je napisala gospa Irena Mraz, imenuje se pa O vejici, ki je šla v svet. A se moraš na snemanje kaj posebej pripraviti? Kakšen teden dni pred snemanjem dobimo igralci besedilo, takole natisnjeno, kot je zdaj pred mano, in potem ga doma preberemo večkrat, včasih potiho, pa potem glasneje, in označimo si stvari, ki so nam za igralce pomembne, naprimer naglase, kako se kaj izgovori, pa katere osebe govorijo. Vidite, tlele imam napisano M, to govori mama, V je pa vejica. Kako se pa pravljica začne? Glavno besedo ima režiser na oni strani, ki reče, a smo pripravljeni, lahko začnemo. Klemen, se strinjata s Sonjo? Absolutno. Potem pa po mojem spustimo avizo, mi moramo gledati rdečo lučko, ko se posveti, pa v mikrofon rečemo dober večer, otroci. Vsi trije, prav? V redu. Dober večer, otroci. Bravo. Kolikrat pa moraš ponavadi pravljico prebrati, da jo uspešno posnameš? V resnici samo enkrat. Kajti vsakič, ko se zmotiš, ti spustijo mesto, preden si se zmotil, in potem nadaljuješ. Ne? Nekoč, že davno tega, je v našem gozdu živela vejica. Bila je najmlajša na beli bukvi, drevesu, ki so ga vsi obiskovalci gozda občudovali. Rasla je kot edina svoje vrste med smrekami, ki so ji nudile senco pred močnim poletnim soncem, zato je bilo njeno deblo gladko, sivo in najvišje daleč naokoli. In zdaj sem se zmotil. Boste zdaj slišala, kako to zgleda. Sonja, bi lahko tule štartali, ker sem se zmotil naokoli. Seveda. Zato je bilo njeno deblo gladko, sivo in najvišje daleč naokoli. A v gozdu so se začele dogajati čudne reči. Nekega pomladnega jutra, ko je vejica najraje poležavala, se je vse bliže in bliže slišalo nenavadno brnenje. To gotovo ni medved, kaj ne, mami? Je vejica vprašala mamo bukev, ki jo je učila o gozdu in življenju v njem. Ne, vejica, tega zvoka še nikoli nisem slišala. Ji je zaskrbljeno priznala mama bukev. A pol za vsako to osebo v pravljici moraš spremeniti glas kot igralec? Pravzaprav pred radijem ni tako dobro, da čisto spremeniš glas, ampak malo nakaže spremembo, recimo, da je vejica bolj vesela, mama pa je malo bolj topla, prijazna. In tako s takimi drobnimi razlikami pa ustvariš to, a ne? Recimo reče, to gotovo ni medved, kaj ne, mami? Je vejica vprašala mamo bukev. Ne, vejica, tega zvoka še nikoli nisem slišala. Rako čudovito, hvala lepa. Hvala. No, tako, mi smo tle končali, zdaj pa gremo lahko še v režijo, kjer pa se začne montaža pravljice.
Evo, mi smo Kleon. Super. A vidva sta tleve? Sonjo. Ja. Vse ste že zmontirali? Vse ste že zmontirali, ja. Glasba je dodana. Ja. In kako vam je všeč to delo na radiju? Ja, Se vam zdi zahtevno, zanimivo? ampak je dobro. A gremo zdaj na firpcološko tortico, Ja, da vidimo, kaj to je. gremo. Mogoče jo bomo spekli, nasvidenje. Pa, Ja, ja.